Dober večer in dobrodošli v družbi televizije Maribor. Naslednjih 30 minut bomo namenili novi kreditni banki Maribor, ki jo je država dokapitalizirala za 870 milijonov evrov, s tem razlastila male delničarje, zdaj pa v banki poteka prenos slabih terjatev na družbo za upravljanje terjatev bank ali tako imenovano slabo banko. Lepo pozdravljeni torej predsednik uprave, gospod Aleš Havc. Dober večer. Leto in pol ste na čelu druge največje slovenske banke, ves čas vas pravzaprav nekako spremlja burno dogajanje od preiskav, ki so potekale v banke, do raznih anonimk, slabih kreditov. Zdaj še čiščenja portfelja. Verjetno si želite, da se to leto že konča? Pravzaprav, gledajte, jaz sem že na vse navajen. Tako da bomo tudi to upravili, vse, kar je potrebno, in v novo leto šli z očiščeno bilanco. Tako da se tega zelo veselim in zdaj šele prihaja najtežja faza, to je prestrukturiranje banke na podlagi potrjenega načrta, prestrukturiranje na strani Evropske komisije. Tako da mi menimo, da bo ta sanacija banke oziroma prestrukturiranje potekalo vsaj še 2 leti, preden bo banka godna za prodajo. Če želimo seveda doseči čim večjo ceno za državo. Kateri del je bil pravzaprav najtežji? Tisti, ko ste dejansko videli, kaj ste dobili, kakšno zapuščino ste dobili v roke, ko je bilo potrebno nekako pričeti delati od začetka, ko ste videli, koliko slabih terjatev ste pravzaprav podedovali, ali zdaj, ko je bilo potrebno tudi pripraviti plan prestrukturiranja? Ja, najtežji del zagotovo je bil prihod v banko, in pa spoznanje o njenem poslovanju v preteklosti. Tako da, ampak gledajte, človek se v življenju vsega navadi, in jaz sem to vzel kot izziv. Bilo bi mi dolg čas delati v eni super urejeni družbi, kjer bi vse potekalo po istim kopitu. Sanacija takega sistema, skupine, kot je, to pa je velik izziv. Čeprav moram reči, da je bila banka že v dosti dobri kondiciji, ko sem prišel. Zdaj je še v boljši kondiciji, po našem mnenju, po letu pa pol. Banka je varna, stabilna, tudi vloge so varne, brez nadaljnega. Zdaj se pa seveda veselimo, da jo še zožamo, stanjšamo, napravimo bolj varčno, bolj racionalno in pa seveda, da te vse poslovne procese, ki so, nastavimo na taki način, da bodo stranke, naši komitenti z nami sodelovali hitro in učinkovito. Kar pomeni, da bomo odpravili vse administrativne ovire v banki in pa seveda poskusili kreditni proces napraviti takšen, tako učinkovit, z vsemi notranjimi kontrolami, da bo odobravanje kreditov in vseh ostalih bančnih storitev potekalo veliko hitreje kot sedaj. Sami ste dejali, najtežje delo vas pravzaprav še čaka. Verjetno je veliko odvisno tudi od samega okolja. Zdravo gospodarstvo je tisto, ki lahko požene banke, in tu pa verjetno se vaša vloga nekje konča. Zdaj, razen tega, da je država dokapitalizirala banke, verjetno pričakujete, da postavi še druge vzvode. Pravzaprav mi dobro vemo, kaj moramo narediti kot bančniki. Mi to dobro vemo, kaj moramo narediti. Ker tim, ki ga imava s kolegom Žibrikom, članom uprave, na nivoju izvršnih direktorjev in tudi nižje, je perfekten. In dejstvo je, da vsi dobro vemo, kakšna je naša domača naloga. To pomeni vgraditi sistem notranjih kontrol, ki bo onemogočal to vrstna početja, ki so bila v preteklosti, seveda tržno orientiran sistem trženja, pridobivanja novih komitentov, posodobitev informacijske tehnologije in pa seveda vgradnja mnogih mehanizmov, ki bodo banki zagotavljali varno poslovanje v prihodnje, kar seveda pomeni, da veliko tega smo že naredili v letu pa pol, kar smo tu, veliko tega nas pa seveda še čaka. Prestrukturiranje banke je povsod v eurozoni izredno zahteven projekt, ki ga seveda banke morajo mukotrpno opraviti. In to čaka se še tudi nas, tako da mi računamo, da približno čez 2 leti bo ta banka top, tako kot mora biti. Se mi zdi, da je zdaj pravzaprav neki čas uvat. Prejšnji teden je bila na tapeti Nova Ljubljanska banka, lani avgusta pri vas. Dajo te preiskave tisti odgovor, ki ga ljudje nekako pričakujejo, ki ga varčevalci pričakujejo, sploh pa delničarji, ki so zdaj na koncu ostali brez vsega? Glejte, tu pri teh zadevah imam jaz izredno jasno stališče. Jaz sem prišel v to banko zaradi njene prihodnosti, ne zaradi njene preteklosti. Ampak kot predsednik uprave in kot član uprave
te banke, moram zaščititi njene interese, kar pomeni, da smo prav zaradi tega šli v izvedbo forenzične revizije in pa vložitev odškodninskih tožb zoper suspektno odgovorne osebe, kjer se bo zdaj to seveda dokazovalo v okviru pravosodja, kar je tudi edino prav. Ne? Ljudje imajo mogoče malo prevelika pričakovanja, da zdaj vsi ti, ki so suspektno odgovorni oziroma osumljeni kaznivih dejanj, ne, da bodo zdaj vsi kaznovani. Veste, to je v pravni državi, ne, velja domneva, da dokler nisi pravnomočno obsojen, si nedolžen. In mi tudi tako gledamo na to situacijo. Mi smo svoje naredili, zdaj januarja, februarja še vložimo drugi in tudi zadnji svežen odškodninskih tožb, pa se resnično želimo posvetiti prihodnosti poslovanja te banke. Zato, ker smo tu zaradi prihodnosti, ne zaradi preteklosti. To je bilo nujno za narediti, ampak s tem se resnično ne želimo ukvarjati več. Ne to opravijo pravosodni organi na osnovi tega, kar jim bomo posredovali in kar smo jim že posredovali. No, saj tu ne gre pravzaprav očitek na vas, ne, da ne bi počeli. Seveda, vloženih je toliko in toliko tožb, ampak na drugi strani je pa recimo, če se ostavimo pri vašem predhodniku, torej gospodu Matjažu Kovačiču, gospod Kovačič je najprej dobil nagrado za svoj odhod 70.000 evrov, zdaj se bo verjetno od njega terjala neka odškodninska tožba. Hkrati je poskrbel, da se mu pravzaprav nima kaj vzeti, svoje premoženje je na takšen ali drugačen način prenesel na druge, morda tudi v davčne oaze. Kaj lahko torej od njega še sploh izterjate? Glejte, jaz konkretno ne bi zdaj dajal komentarjev glede posameznih oseb. Treba je vedeti, da gospod Kovačič za časa svojega mandata v tej banki tudi veliko dobrih stvari naredil. In jaz se ne bom ukvarjal zdaj s tem, na kakšen način in kako bo banka dobila povrnjen ta denar, ker je to stvar pravosodja in jaz pravosodju zaupam, da bo temeljito opravila svojo nalogo. Mi smo svoje naredili, mi smo vložili in še bomo vložili tožbe so pred posamezne suspektno odgovorne osebe, pa ne to pravosodje dela naprej, ki mu jaz zaupam, da bo te stvari reševalo. Kot vidite, v zadnjem času je precej pravna država, po mojem mnenju, precej boljše funkcionira, kot je še pred leti. In zato ne to oni naredijo, to je njihova stvar. Oni so strokovnjaki za to, mi za to strokovnjaki nismo, mi smo strokovnjaki za bančništvo. Mi moramo banko prestrukturirati in jo napraviti uspešno, dobičkonosno, vitalno, učinkovito, medtem ko te stvari, s temi stvarmi se resnično ne bomo več ukvarjali. Svojo dolžnost smo naredili napram vsem deležnikom banke, tako kot delničarjem, kot imetnikom obveznic, kot vsem deležnikom v tem procesu. Svojo nalogo smo izpolnili. Tako da za mene je zdaj ta trenutek dosti bolj bistveno vprašanje prihodnosti te banke, za katero verjamem, da je svetla. Ampak zdaj bomo res približno 2 letih morali vse sile vložiti v to, da banko prestrukturiramo na nove poslovne modele, ki ta trenutek veljajo v svetovnem bančništvu, na novi pristop do strank, dejansko na novo segmentacijo trga, povsem novi izzivi nas čaka, razvoj novih storitev in vsega. To je tisto, kar je treba v bistvu. Preteklo se bo razčiščevalo v okviru pravosodnih organov, medtem ko mi moramo delati dalje, mi živimo od poslov. In če poslov ne bo, ne pomaga nobene vložene tožbe, razumete, nič. Posli so tisti, ki ženejo banko naprej. To bo zdaj naša prioriteta. Sami ste dejali, da vidite neke nove izzive, neke nove prijeme, po katerem sistemu se morda zgledujete? Zanimivo je, da neke banke že nas obiskalo in izredno pohvalijo našo mobilno banko. Tako da se imajo tudi drugi lahko zgledovati po nas. To je zelo zanimivo. Mi bomo vse te rešitve iskali po potrebah trga. Mi trg zelo analiziramo, ga spremljamo, in vse raziskave tržne, ki jih delamo, oziroma nam jih delajo naši pogodbeni izvajalci zunanji, nam dajo zelo velike napotke o tem, kaj je treba ponuditi komitentom, kaj si komitenti še želijo. V to smo zdaj fokusirani. Poslovne procese zdaj prenavljamo. Na osnovi tega bo informacijska tehnologija prenovljena. To je tisto, kar bo banko preživelo in pa jo razvijalo dalje. Posli za našimi komitenti. Če ni poslov, ni banke. Če ni poslov, tudi ni donosnosti. Zdaj je banka dokapitalizirana bila za 870 milijoni, na ta kapital seveda treba zagotoviti donosnost. A veste? In zdaj je ena donosnost, ki se pričakuje od ene banke, več ali manj izven kalupo, okrog 10% na leto. To pomeni, sami dobro veste,
koliko čistega poslovnega izida mora banka izkazati, da lahko ta donos doseže. Če je zdravo gospodarstvo, kar pa Sloveniji ni. Evo, vidite, to je druga stvar. Zdaj pa zaradi tega, mi se moramo prilagajati makroekonomskemu okolju, v katerem smo. In zato mora banka dejansko iskati tržne niše na tistih področjih, kjer lahko še seveda kaj tudi pobere. Ker zdaj ta trenutek je gospodarsko okolje slabo. Tudi poslovanje podjetij ni najboljše. Zelo, zelo malo dobrih podjetij je. Zelo veliko pa je slabših podjetij, ki želijo preživeti. In zdaj sanacija bančnega sistema je bil osnovni pogoj, da lahko začnejo banke normalno funkcionirati. Sledi seveda njihovo prestrukturiranje, sicer bodo delali iste napake, kot so delali do zdaj. Zato se želimo mi temu izogniti na vsak način v novi KBM, da banko prestrukturiramo, da ne bomo ponavljali preteklih napak. In pa seveda vlada mora čim prej zagotoviti postavitev makroekonomskih ukrepov za oživitev gospodarstva in gospodarske rasti. Ja, moje osebno mnenje, če dovolite, da še povem, pa je, Slovenija je dežela pridnih in delovnih ljudi, ampak premalo imamo proizvodnih podjetij. Proizvodnja je tista, ki daje dodano vrednost. A veste, finančna industrija, predelovalna industrija, storitvena industrija, vse to je samo izvedeno iz proizvodnje oziroma daje drugačen način dodane vrednosti kot proizvodnja. In če pogledate Nemčijo, če pogledate recimo druge evropske države, so gonilo rasti družbenega produkta, mala in srednja podjetja. V Nemčiji češ 60% družbenega produkta naredi sektor malih in srednjih podjetij. Veste, kakšna številka je to? In zato jaz mislim, da je prav, da od davčnih spodbud, motivacij, odpravljanja administrativnih ovir, na vse to ne vlada zdaj pomisli in čim prej to izvede. Po našem mnenju, da bomo banke imeli komu posojati. Vse tukaj, koliko recimo dobrih projektov ste v zadnjem letu dobili na mizo, ko ste rekli, da kljub slabim časom boste dali kredit? Ja, mi smo letos odobrili kar nekaj kreditov tudi velikim družbam v Sloveniji, ki zelo dobro poslujejo za posamezne investicije. Žal pa seveda iz segmenta malega in srednjega razreda podjetij pa bistveno manj, kot pa smo pričakovali. Zato iščemo in tudi s podjetji iščemo takšen poslovni model, ki bi recimo zagotovil lahko financiranje investicij za njih v kontekstu investicij za dolgoročno poslovanje teh podjetij, kar je seveda povezano tudi z delovnimi mesti in vsem ostalim, ker gledajte, velika podjetja v glavnem ne generirajo več delovnih mest, generirajo jih mala in srednja podjetja. Zato mi želimo, mi smo tudi v naši strategiji, ki smo sprejeli, zapisali, da je odslej za nas segment malih in srednjih podjetij najbolj pomemben. Tudi big corporate, tudi velika podjetja bomo še dalje financirali, ampak želimo se osredotočiti na segment malih in srednjih podjetij. In kakšen prijem boste pravzaprav izbrali? Zdaj verjetno ne bodo več bančniki čakali v pisarnah, ampak obratno. Naši skrbniki so v glavnem zdaj obiskali veliko strank v zadnjih 3 mesecih in zdaj naslednje leto začnemo z ponovno obravnavo, individualno obravnavo teh strank, kar pomeni, da bomo mi prišli v firmo. In mi bomo tisti, ki bomo ponujali storitve. In skupaj z firmo napravili en bistvo načrt, na kakšen način, kar bi firma potrebovala od nas. In to je samo na ta individualni pristop, lahko ti stranke obdeluješ. Tisti časi, ko so hodili sami na banko, to je kamena doba. Pa tudi konkurenca je velika, ne? Ja, ampak gledajte, tudi vse, ko mi spremljamo delovanje drugih bank, zaznavamo recimo podobne prijeme. Mi imamo pa to prednost, da imamo veliko skrbnikov. Naši skrbniki lahko obiščejo ogromno strank. Kje pa bo vendarle tista varovalka? V začetku ste dejali, ne želite si več, da se ponovi. Ko so se v preteklosti podeljevali krediti brez pravih zavarovanj, brez morda tudi kreditojemalci niso bili sposobni, verjetno je bilo velikokrat dan kredit tudi zaradi nekih osebnih poznanstev. Kje bo tista varovalka zdaj pri vas? Mi smo te varovalke že vgradili, in sicer naš sektor kreditnih analiz ima pravico veta pri odobravanju kreditov, kolikor presodi, da je bilo tveganje za banko preveliko. In gledajte, zdaj tako bom rekel, nobena banka, ki nima dobrega riska, na dolgi rok ne preživi. Res za včasih komerciala gleda malo drugače kot pa risk. Ampak dejstvo je, da risk ni tudi zato, da bi nagajal, ampak predvsem zato, da bi banko varoval pred neustreznimi poslovnimi odločitvami. Morate pa eno stvar vedeti, da tu in tam se tudi zgodi, da kakšna odločitev,
ki se kasneje izkaže za neustrezno. Ampak teh odločitev bi radi imeli čim manj. Mi si želimo sprejemati dobre poslovne odločitve, ki bi pol se dejansko rezultirale tudi v tem, da bi bili vsi ti krediti, ki jih odobrimo, vrnjeni. Ne? Za nazaj je pa zelo težko biti pameten, veste. Veliko težje je biti pameten za naprej. Ne? Za nazaj je vedno lažje ocenjevati prihodnike, kako so delali. Ne? Lahko se pa veliko naučimo. Seveda, ampak te stvari smo mi že vedeli prej, ne, ko smo prišli, a veste. Dejstvo je, da zelo relativno je ocenjevati delo predhodnikov, ne. Zelo težko je pa napovedovati, kako boš pa ti delal naprej, ne. Zato si želimo, na ta način smo postali nekoliko bolj previdnejši, bolj konzervativni, v želji, da sprejemamo dobre poslovne odločitve, zagotovo pa na vrat na nos odobravali kreditov nikoli več ne bomo. Predvsem zato tega, ker želimo biti resna finančna institucija. Želimo, da nam naši deponenti, naši vlagatelji, varčevalci zaupajo, da dobro posojamo njihov denar. No, se prav, verjetno bo še potrebno kar precej graditi na zaupanju, morda tudi zaradi tega udarca, ker so bili zdaj delničarji, seveda ne po vaši krivdi, zaradi te velike dokapitalizacije iztisnjeni iz banke. Dobesedno nekateri ne bodo dobili nič, pa so verjeli v banko, ker na vse zadnje, kdo pa ne bi verjel v banko. Zdaj se napovedujejo celo odškodninske tožbe malih delničarjev. Glejte, popolnoma jih je za razumeti. Ne. Kot ste prej povedali, država je bila tista, ki je sprejela te ukrepe za banko, ne, kjer je pač bil vključen tako imenovani bail-in, ne, v bistvu je to sanacija banke, če lahko povzamem na kratko, ne, strani več deležnikov, ne samo strani države, kot kaže novi model Evropske unije, ki se je že uporabljal tudi pri drugih bankah, ne samo pri odpisovanju hibridnih obveznic, ampak seveda tudi izničenju delničarjev, predvsem zaradi tega, ker je novi kapitalski vložek bil tako velik, da bi jih tako in tako dilutiral, tudi če do tega ne bi prišlo. Ne. Jaz menim, da so obstoječi delničarji zelo dobro opravili svojo nalogo, ravno tako imetniki hibridnih obveznic. Nam je zelo žal, da je do tega prišlo. Žal nismo imeli vpliva na to. Tudi če bi ga imeli, skozi bail-in oziroma skozi skupinsko reševanje, bi temu lahko rekli, več deležnikov banke pri njeni sanaciji. Očitno tu postaja novi evropski model, ki je bil tudi uporabljen na Cipru in še v kakih drugih državah, kjer naj banko ne bi samo reševala država, ampak seveda tudi njeni deležniki v tem kontekstu, kot rečeno. Lahko pa samo povem seveda to, da bomo zelo delali na tem, da bomo zaupanje ljudi, naših komitentov, krepili še v prihodnosti. Namreč, to je bil zgodovinski dogodek za Novo kreditno banko Maribor. V enem dnevu smo izvedli vse operacije. To se še ni zgodilo v zgodovini slovenskega bančništva, da bi se v enem dnevu zgodilo vse. Namreč, to je bilo delo mesecev in mesecev, priprav, izračunov, analitike in tako naprej. Zgodilo se pa je vse v par urah pravzaprav. Tako da banka je postavljena pred novo ero in zato želimo, da nikoli ponavljati več napak iz preteklosti in uspešno učinkovito delati naprej. Sami ste dejali, ne letos, v roku 2 let pričakujete, da bo v banko vstopil tudi nov strateški partner. Seveda je zdaj dobro imeti banko ali pa je verjetno banka tudi kupljiva, če je očiščena, če nima vseh teh slabih dolgov, ki bomo zdaj nekako davkoplačevalci razbremenili bomo banko. Kdo si potem ne bi želel take banke? Ja, ampak morate vedeti, da bo tudi cena precej višja, kot bi bila sicer, recimo, če banka ne bi bila dokapitalizirana pa očiščena. Ne. Tako da, veste, prava vrednost banki ne daje njen kapital. Ne. Prava vrednost banki dajo izredno dobro urejeni notranji poslovni procesi, zelo dober IT oziroma informacijska tehnologija in predvsem njena komercijala. Se pravi sposobnost absorbiranja novih poslov na trgu, ne, pod ustreznimi pogoji, se pravi ustreznimi obrestnimi merami in provizijami. To je prava cena banke. Ne. Kapital mora biti, ker je regulatorn kapital za zagotavljanje minimalne kapitalske ustreznosti. Ampak če je banka dokapitalizirana, to samo po sebi še popolnoma nič ne pomeni, če se ne zna prestrukturirati in pa seveda, če ne zna prodajati svojih produktov.
oziroma jih nima komu prodajati. Zato je recimo nuja oživitve slovenskega gospodarstva maksimalna. Ne? Na tem se mora začeti takoj delati, da bomo tudi mi lahko imeli našo klientelo. Veste, ker samo financiranje strani bank še ne požene gospodarske rasti. Ampak predvsem, če pogledate vzore drugih držav, Gerhard Schröder, kaj je v Nemčiji naredil, Margaret Thatcher, kaj je v Veliki Britaniji naredila, oba sta šla po zelo podobnih principih. Zapiranje nedonosnih dejavnosti, kar seveda na kratki rok prinese veliko brezposelnost, zniževanje davčnih bremen, stimulacije razvoju malih in srednjih podjetij in povsod gospodarstvo cveti. Ja, mi se pa bojimo. Mi se pa dušimo v visokih davčnih obremenitvah, v visokih prispevkih, ne, v velikih dajatvah in vse skupaj se dušimo in to zavira gospodarsko rast. Že po teoriji davčnih obremenitev to gospodarsko rast zavira. A veste, ne? Morali bi napraviti temeljit korak in dejansko očistiti državno upravo oziroma zmanjšati. Čeprav bi mogoče vsaka vlada, ki bi to počela, imela samo en mandat, pa drugega ne bi več doživela. Ampak ne se vendar nekdo opogumi in se tega loti, zaradi tega, ker jaz že čakam na to več kot 20 let. Če pogledate recimo javne sektorje, eno Slovaško, recimo, ki je relativno uspešnejša država kot smo mi, s približno 5,5 milijoni prebivalcev, pa nekaj manj, po podatki, če nam lahko verjamemo, 90 tisoč uslužbencev v javnem sektorju, je slovenskih 2 milijona prebivalcev, pa približno 160 tisoč ljudi v javnem sektorju, ni primerjave. A veste, vitkejša država pomeni nižje davki pomeni gospodarsko rast, več delovnih mest in seveda tudi več plačnikov v proračun. Se tega si najbolj želimo. Če bi mi danes imeli 30 tisoč brezposelnih namesto 120, bi bila popolnoma druga situacija v proračunu države, kot je danes. No, samo vsi ti ukrepi, ne, je bilo v tem smislu, naredimo to, da ne bomo dobili trojke. Ampak hkrati pa pravzaprav smo delali to, kar je itak Bruselj hotel. Saj vi ste, vaš plan prestrukturiranja ste morali poslati v Bruselj. Da vas eno stvar razumeti, jaz ne želim nobenemu soliti pamet, ne, kaj morajo zdaj narediti, kaj mora vlada narediti, ker sami dovolj dobro vedo in tudi prepričan sem, da vidijo v prava smer, kaj morajo narediti. Zbrati treba pa pogum, ne, in oklestiti proračun. Oklestiti pa lahko proračun sam, če boš začel odločne reze delati, vse povsod, kjer je to možno. In če bi to uspelo, bi tisti predsednik ali predsednica vlade odšla v zgodovino te države, verjemite mi, zaradi tega, ker mi smo dinamično, izvozno usmerjeno gospodarstvo in mi potrebujemo vitko državno upravo, zato da so lahko davčne obremenitve nižje, da postanemo lahko bolj konkurenčni. Se v to mi ne bomo, mi se lahko še tako matramo zdaj, pa ne bomo konkurenčni, zato tega, ker druge države imajo nižje dajatve kot mi. Mi spadamo pravzaprav v špico v Evropski uniji po obremenitvi stroškov dela. Ostali stvari, zdaj smo zabremzali še davek od dohodka pravnih oseb, a veste. Novi davki prihajajo, ki so tako in tako v navadi že tudi v tujini. Kako si predstavljate, da bomo s temi obremenitvami konkurenčni? Ne bomo, nikoli ne bomo konkurenčni. Mi bomo konkurenčni takrat, ko bomo ustvarili pogoje za to, da si bomo lahko privoščili nižje davke. In jaz vladi zelo želim, da to čim prej spelje. Čeprav je boleče, ampak je pa zdravilno. Za državo je to dobro. Tudi verjetno s tem boleče ste se morali soočiti pri vas, ko ste naredili nova delovna mesta, nekaj ste jih morali odpustiti. Ja, poglejte, zdaj na primeru naše banke vam lahko povem, takoj ko smo prišli, smo začeli z racionalizacijo stroškov. In smo več milijonske prihranke že naredili v lanskem letu. Mi smo stroški v letu 2012 so bili približno za 14% nižji kot pa v 2011. 14%. Bolj smo znižali plače zaposlenim, smo jim tudi povedali, zakaj. Da ne morejo imeti istih plač, kot smo imeli takrat, ko je banka poslovala z dobičkom. Veliko več smo znižali direktorjem, kot pa zaposlenim na nižjih ravneh. Ker se nam je to zdelo pravično. Da tisti, ki imajo višje plače, delijo to breme bolj kot tisti, ki imajo nižje plače. Pol smo določene investicije zmanjšali. Pol smo določene stroške v letu 2014, ki jih zdaj planiramo, za celo zrečli še bolj za nekaj milijonov, smo jih pravzaprav znižali načrtovane stroške. Vsi se odpovedujemo. Vsi se moramo odpovedovati. Samo na ta način ljudje sprejmejo to filozofijo varčevanja kot za svojo.
Pa so ga sprejeli ali se vam obetajo tožbe? Jaz mislim, da so zaposleni sprejeli tole, da gremo v prestrukturiranje. Tudi to, kaj mi ljudje povejo, pa to, kaj mi razlagajo, so to sprejeli. Ne? Če se dotaknemo tega zelo aktualnega primera, če ste že omenjali, da ste pravzaprav znižali plače višjim, torej bolj plačljivemu sektorju pri vas, primer, ki zdaj bode v oči, gospod Kramar, večmilijonska nagrada. Glejte, to je moje osebno mnenje. Lahko vam povem, da zame so nesprejemljive vse rešitve zakonske, ki posegajo za nazaj. Ne glede na to, če mi je bilo 5 milijonov evrov izplačanih. Če davčne ali pa vsakešnikoli zakonske rešitve posegajo za nazaj, je to po mojem mnenju retroaktivnost, ki je v ustavi prepovedana. Seveda. Takrat, ko so delali to, bi lahko razmislili o tem, kaj bi naredili. Je res, da so postavljali takrat tistem času javni interes nad to domeno, ki sem jo prej omenil, ne? Ampak bodimo pravna država, no, na vseh področjih, ne? A veste, ne pa takrat, ko nam nekaj paše, sprejeti nek zakon, ki bo za nazaj veljal, to ne gre. Isti primer je zdaj pri kreditnih mapah, ne? Nekateri se zavzemajo, da bi kreditne mape postale javne, ne? Glejte, jaz odločno, ostro temu nasprotujem. Zame je slab in dober komitent bančna tajnost. Tudi če je slab, velja za njega bančna tajnost. Glede, kaj bomo imeli od tega, če bomo te podatke s kreditnih map objavljali? A veste, da se bo pol javnost, razumete, naslajala na tem. Ja, tile so bili krivi, oni so bili krivi. Zato imamo mi pravosodje, zato imamo specializirano državno tožilstvo, zato imamo MPU, zato imamo sodišča, ki ne opravijo svoj del naloge. Ni potrebno ti ljudi pribijati na križ, pa na sramotilnih stebrih v vseh slovenskih mestih. S tem pravosodje kot pravna država ne to uredi, ker oni pa imajo in bodo imeli vse podatke. Ampak to kolesje se vrti počasi. Zakaj nekomu, ki je, zdaj bomo spet pri verjetno kurjih tatovih, lahko hitro dokažemo, ga sodni mlini zelo hitro dobijo. Vsi ti procesi, vse ostalo pa steče zelo počasi, oziroma vsi poskrbijo, da jim pravzaprav takrat, ko morda pride do epiloga, nimamo kaj vzeti. Se vam zdi, da gre prepočasi? Zdaj, meni se osebno zdi, da je skoraj vsak teden že kakšna hišna preiskava. Ampak poglejte, ali pa preiskave, recimo. Ne? Oprostite, milijardo slabih terjatev bo prenešeno na slabo banko. V odškodninskih tožbah boste morda dobili koliko? 100 milijonov nazaj. Eno stvar moramo zelo razlikovati. Eno so slaba posojila, ki so suspektno nastala zaradi malomarnosti ali pa morda, tega pa zdaj še ne vemo, tudi načrtno. Drugo so pa slaba posojila, ki so nastala za poslabševanje makroekonomske situacije. In teh je seveda veliko več, kot pa tistih prvih. Kaj je zdaj eno ali drugo, bo ugotovilo pravosodje. A veste, ker mi smo dali vso dokumentacijo in se iz te dokumentacije vidi, kaj je bilo narejeno, a veste. Jaz sem nasprotnik populizma v vseh pogledih, ne. Mislim, da vse v Sloveniji želimo pa vse preveč imeti vse javno objavljeno. To pa ni v redu, gledajte. En direktor Švicarske banke bi se zgrozil, če bi njegove kreditne mape hoteli, tudi če bi bile slabe krediti objaviti v javnosti. Veste, to ne gre, to je bančna tajnost. Mi nimamo nobene težave dati pravosodnim organom vse dokumentacije, nobene težave nimamo. Ampak objavljati to v javnosti, zakaj, poglejte? Ker se niti pravzaprav ne bo vedlo, kaj je bilo narobe s tem kreditom, ali je bil zaradi makroekonomskih razmer, ali so zadaj kazniva dejanja. Glejte, se bodo vsi ti krediti šli skozi proces na specializiranem državnem tožilstvu, tako predvidevamo, in pol bo dejansko pravosodje svoje naredilo, ne. Kaj je še potrebno te ljudi na grmade spravljati, ali kako? Glejte, v pravni državi velja načelo, ne, da pač pravosodje uredi svoje. In jaz mislim, da je to zelo uspešno začelo delati, če mene vprašate. Ne glede na to, jaz, ko sem to banko prišel, ne, mi ni bilo prijetno, to morate vedeti. Ampak jaz sem vsega hudega itak že navajen, razumete, sem rekel, nič bomo zagrizli v to, bomo banko posanirali. Ampak sem pa za načela pravne države. In če je treba koga torej ugotoviti pri njemu kakšno krivdo, to prav gotovo nismo mi. To je pravosodje za to. Nikakor pa ne javnost. To pa v nobenem primeru.
lahko tudi posamezni deležniki, ki sodelujejo v tem procesu, objavijo neke povzetke, kaj je bilo narobe, recimo, in tako naprej, ampak da se pa to razgalja, to sem pa proti temu. Vprašajte specializirano državno tožilstvo, kako mnenje ima ono o razkrivanju kreditnih map. Zagotovo se bo ta tema še razpletala v prihodnjem letu. Na začetku sem dejala, 30 minut bomo namenili vaši oziroma naši drugi največji slovenski banki. Čas kar hitro teče, gospod Havc, naj se vam ob koncu zahvalim za to druženje, pa morda še za konec tudi vaše besede, nekaj besed o prihodnjem letu, prihodnjih naslednjih letih. Jaz bi se zahvalil vsem našim komitentom, tudi obstoječim delničarjem, ki to zdaj niso več, in imetnikom hibridnih obveznic. Zahvalil bi se vsem, ki so sodelovali pri sanaciji bančnega sistema, tako vladi kot Ministrstvo za finance in pa Banki Slovenije, ki so res zelo aktivno delali na tem. In zdaj je bil prvi predpogoj izpolnjen za to, da lahko banka začne normalno delati. Želimo si čim prejšnjih makroekonomskih ukrepov strani vlade, kot sem prej povedal, in pa vsem, ne samo našim komitentom, seveda, ampak vsem gledalcem in gledalkam bi želel res čudovito doživetje Božiča in pa seveda v novem letu predvsem veliko zdravja, pa seveda, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki pa jim Božič ne bo tako lep, ne, ravno tako novo leto. Predvsem, da se njih spomnimo, ne. Ker včasih, ko človeku gre lepo, ne, nikoli ne sme na takšne ljudi pozabiti, ki pa jim ne gre lepo, ne, v tem času, ne. Ker človek se znajde v dolžini svojega življenja lahko v zelo različnih situacijah, ne. Pomembno je, da ne izgubi tega čuta, da zraven njega živijo še ljudje, ki pa niso srečni, lahko da so osamljeni in pa nesrečni in da je treba njim te praznike napraviti tudi lepe. Hvala lepa. Seveda za to druženje. Kaj dodati k tem besedam, spoštovane in spoštovani? Torej, hvala tudi vam za pozornost. Seveda tudi sama izkoriščam to priložnost, da vam želim, da si praznike naredite kar se da lepo, da boste s tistimi, ki jih imate radi in da pozabite na aktualni tok dogajanja. Torej, lep preostanek večera in nasvidenje.